Razstava Parkplac v Mali galeriji Banke Slovenije predstavlja dela 17 umetnic, umetnikov, študentk in študentov smeri slikarstva na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Dela so nastala pod mentorstvom profesorjev Žige Kariža in Ksenije Čerče, ki sta tudi soavtorja postavitve del na tej razstavi. Več o svojih lastnih delih pa bodo povedali umetnik Valentin Radulović in umetnici Klara Kracina in Lenča Malec. Jaz imam razstavljeni dve deli. Eno je v bistvu taka majhna upodobitev slabo nagačene srne, ki cilja v bistvu bolj na nek objekt oziroma ikono in je bila v bistvu zaradi razstave razdeljena na v bistvu nekakšno polovico, ker ne vem nujno, če je končana ali ne, vem samo, da se je tukaj parkirala. Ta večje delo je pa oljna slika, ki upodablja, v bistvu katere glavni motiv je magnet oziroma spominek Slovenije, ki podobno kot Slovenija sama sebe zreducira v bistvu na samo obliko kokoši, na kozolc kot eden najbolj značilnih arhitekturnih elementov v bistvu bolj osrednje Slovenije in slov Enije, v kateri sem v bistvu izpostavil samo ta srček, ki v večini primerov v bistvu zamenja O in v bistvu sam point oziroma mogoče preizpraševanje, ki se ob pogledu na sliko ponavlja in izpostavlja, je v bistvu, a bo Slovenija kdaj presegla to svojo kokoš ali bo pač vedno ostala zreducirana zgolj na svojo ruralno kokošjo in slamnato vsebino. Na razstavi sem se predstavila s sliko na svoji desni. Zgodba za njo je pravzaprav moje raziskovanje slovenske popkulture in velik element te popkulture je slovenska pornoigralka Latoja, ki je bila nekako negativno prikazana v medijih in sem zares želela ovekovečiti trenutke, ki so se mi zdeli relevantni in feministični. Potem pa sem pravzaprav prevzela njeno podobo in ustvarila nek fiktivni lik, ki sem ga potem poustvarila v igrici Sims 3 in zraven vključila svojo domišljijo, neke svoje prostore, nek svoj kontekst. Na razstavi Parkplac razstavljam 3 monotipije, ki so del širše serije monotipij in gre pravzaprav za monotipije narejene po screenshotih Facebook strani diskoteke Afrike Trebnje, ki je bila zelo aktivna diskoteka v času od 90-ih do približno 2006 in potem, ko je diskoteka propadla, so v bistvu na njihovo Facebook stran objavili vse fotografije, ki so jih naredili v času aktivnosti diskoteke. In gre pravzaprav za več jurjev fotografij, necenzuriranih, zelo surovih momentov, ki so se tam dogajali. In meni je bilo to v bistvu zanimivo iz nekega vidika digitalnih arhivov in nekih izgubljenih arhivov. In pravzaprav sem se ukvarjala tudi z neko to nostalgijo in načinom objavljanja na socialnih omrežjih v njihovih začetkih.